Dober dan, spoštovane gospe in gospodje, spoštovani gostje. Na zadnji letošnji novinarski konferenci 64. Ljubljanskega festivala. Izjemno čast mi je, da so z nami plesalki in pa plesalec iz nocojšnje baletne predstave Up and Down Borisa Ajfmana, in sicer na moji desni Marija Abašova, na moji levi Ljubov Andrejeva in pa Oleg Gabišev. Dobrodošli. Pozdravljam tudi gospo Alo Gorše, ki nam bo pomagala s prevodom. Dober dan. In bi na začetku mogoče posvetili nekaj časa kar tej predstavi, ki bo danes in jutri zvečer ob 20. uri v Cankarjevem domu. Mislim, da je to četrto gostovanje v obdobju zadnjih 10 let, torej Borisa Ajfmana na Ljubljanskem festivalu. Videli smo skoraj celoten njegov opus, vedno z velikim navdušenjem. Zaradi same zahtevnosti so predstave vedno v Cankarjevem domu, zaradi odra. Tokrat na žalost Boris Ajfman ni z nami, so pa z nami nastopajoči, ki jih seveda tudi prosim, da povedo svoje videnje o predstavi. Sam kratek tekst o predstavi je tudi v programski knjižici in pa na spletu, ampak vseeno bi prosil mogoče najprej gospo Andrejevo, če boste lahko prevedli, za njene vtise o predstavi Up and Down, kako jo ona vidi kot plesalka. Госпожа Андреева, просит, пожалуйста, скажите ваше видение, как проходит это представление. Несколько предложений. Ну, я бы добро пожаловать. Это спасибо всегда за эти гастроли. И я лично на этих гастролях уже 3-й раз. Мы всегда с большим удовольствием приезжаем, потому что всегда очень теплый прием и очень красивый город. Мы всегда с удовольствием находим свободное время, чтобы pogulять. Najprej bi se rada zahvalila za to, da imamo čast, da tukaj gostujemo. Jaz osebno sem tukaj 3-tič. Vsakič sem zelo zadovoljna z gostovanjem v Ljubljani. Prve vrste zato, da nas zelo toplo sprejemajo, drugo pa seveda lepota vašega mesta. Сам спектакль, он немножко необычный, я бы сказала, для нашего, обычных наших спектаклей, тем, что он где-то веселый, где-то очень грустный, но такое яркое представление, вот этот свинг, джаз, и для нас это была очень новая хореография, приходила специальная приглашенная пара, которая нас обучала новой пластике, новой хореографии. И на фоне вот этого яркого представления все равно психология и драматизм присутствуют. Moram povedati, da je ta predstava neobičajna, v primerjavi z drugimi predstavami seveda. Je ponekod vesela, ponekod je žalostna, v stilu, včasih pa v stilu swinga pa džaza, zelo živahna predstava. Za nas je tudi bilo novo v plastiki, je bila čisto nova koreografija. En par je prihajal k nam na vaje in nas je naučil novim gibom. Moram pa nasplošno povedati, da je to balet psihologični, balet psihologije. Hvala lepa, gospa Andrejeva. No, zdaj pa še prosim za vtise tudi gospo Marijo Abašovo. Prosim. Такой же вопрос? Пожалуйста, ваши впечатления о представлении, о балете. Несколько слов, пожалуйста. Ну, у меня впечатление очень разное об этом балете, потому что я танцую 2 партии. Я танцую и Николь, и Розмари, поэтому одна партия, она очень яркая, прямолинейная. Это партия Розмари, когда ты выходишь как звезда, покоряешь мужчину и очень быстро уходишь. И вторая партия Николь, это, конечно,
очень сложная психологическая партия. Показать надо, что ты и больной, и не больной. Но танцевать очень интересно, и мы очень рады, что приехали сюда. В любом случае, я здесь первый раз. И мне вот сейчас все очень напоминает мой родной город Львов. Я сама оттуда. Очень все красиво и приятно. Спасибо большое. Imam različne vtise o predstavi. Ravno zaradi tega, da imam v tej predstavi dve vlogi. Jaz plešem Nikole in Rozmari. Če govorimo o vlogi Nikole, je to zelo živahna, bi rekla zvezdna vloga. Ženska očaruje moškega in odhaja. Kar pa ni tako glede Nikole. To je zelo kompliciran psihološki lik. Tukaj včasih gre za boljanega človeka, potem pa za zdravega človeka. Je zelo bilo zanimivo v pripravi za to vlogo. Kar pa se tiče samega gostovanja, tukaj sem prvič. Vaše mesto je zelo lepo, čudovito mesto in mi je zelo spominja na moj rojstni kraj. Jaz sem iz mesta Lvov, to je v Ukrajini, tako da zelo lepo. Na kratko je to vse. Hvala za pozornost. Hvala lepa, gospa Bašova. Oleg Gabišov, prosim. Добрый день. Мне кажется, балет получился очень многожанровый, что очень редко для классического балета, для современного балета. Здесь присутствует и мюзикл, здесь присутствует очень редкий жанр для балета, как детективная история. Также, конечно, любимые темы психоделики. Борис Яковлевич, он любит очень погружаться именно в душевный мир героев. Здесь также присутствует и комедия, и эти перепады, они очень сложны в исполнении, потому что герой вместе с этими картинами, он как бы меняется, трансформируется. Нет. Dober dan. Moram povedati, da je balet zelo večplastni. Tukaj govorimo o več žanrih. Se to redko zgodi v baletu. Celo se pojavi detektivna zgodba v baletu samem. Predvsem pa je to psihološki balet. Naš režiser se rad poglablja v duševni mir človeka, v njegove psihodelirične slike, spomine, stanja in tako naprej. Pa če govorimo o več žanrih, tudi lahko vidimo v tem baletu elemente komedije. Tako da zame je to zelo, zelo zanimiv балет in predstava. И мне кажется, этим самым очень интересно зрителю наблюдать за переменами, именно за трансформацией героев. Какой он был в начале, особенно, допустим, если смотреть мою роль, рассматривать, это сначала такой педантичный, очень расчетливый, такой собранный доктор, и какой он превратился в конце, то есть вот этот up and down очень, очень ярко показан. Причем рост, который происходит на протяжении всего балета моей пациентки, и падение героя за несколько минут, то есть насколько держать, как тяжело человеку сохранять вот именно свою какую-то свои моральные какие-то достоинства, и как тяжело вырасти, и как легко упасть. V tej predstavi jaz imam vlogo Dika in je zame zelo zanimivo in tudi bil svoje vrste izziv, da oblikujem, ustvarjam podobo pedantičnega doktorja, ki se sprevrže spremeni v
tega človeka, ki ga sesuje bogatstvo in okoliščine, v katerih se je znašel. Tukaj gre za rast in padec našega junaka. Predstava pripelje gledalcev k razmišljanju, kako lahko človek izgubi svoj jaz, če izgubi svoj jaz, potem njegov padec neizgiben. Hvala lepa, gospod Gabišev. Predstava je bila prejšnji teden izvedena v Nici, danes in jutri tukaj v Ljubljani, naslednji teden v Tel Avivu, tako da gre za eno tako srednje evropsko oziroma mediteransko turnejo. Zelo smo veseli, da smo del te turneje, seveda. Zdaj pa verjetno vas zanima nekaj podatkov o letošnjem izkupičku oziroma o letošnjem festivalu. Tukaj so mi napisali, da je bilo vseh prireditev skupaj 125, od tega 46 večernih, 69 koncertov v sklopu Ljubljana festivala na Ljubljanici, 19. mednarodna likovna kolonija, odprtje razstave, mednarodne likovne kolonije, potem mala likovna kolonija oziroma eko poletje, 6 brezplačnih ustvarjalnih delavnic za otroke in mladino, potem skupaj z zavarovalnico Tilija projekt Predani korakom, seveda veliko novinarskih konferenc, sprejemov, pogostitev naših sponzorjev in veliko druženja z umetniki. Izvedli smo vse, razen druge predstave od Tela z Walterjem Frakarom, tako da moram reči, da smo izjemno zadovoljni. Bilo je letošnje poletje izjemno veliko stoječih ovacij, več kot prejšnja leta. Tudi samo dejstvo, da nismo imeli strehe, ni vplivalo na izvedbo, je pa vplivalo seveda nekoliko na sam potek festivala, saj smo morali nekatere prireditve v zadnjem hipu seliti pod streho, nekatere tudi datumsko prestaviti. Je pa seveda že pri samem programiranju festivala to povzročilo, da smo nekatere dogodke, ki bi bili sicer v Križankah, že takrat prestavili ali v Cankarjev dom ali v Slovensko filharmonijo. Približen proračun letošnjega ne vemo še čisto do zadnjega centa, ker še seveda festival ni zaključen in bodo računi prihajali še kakšen mesec, je 2.600.000 evrov. Od tega je zaenkrat Mestna občina Ljubljana prispevala 1.300.000, to je polovico. Inkaso je 620.000 evrov, je nižji kot lani, ampak moramo vedeti, da smo lani imeli 17 Mamma Mi, letos pa 2. Tako da seveda je ta razlika tudi pričakovana in planirana. Ocena sponzorjev v tem trenutku je 880.000 evrov, torej skoraj 900.000, ampak še nismo čisto zaključili, tako da upam, da bomo dosegli magično cifro 1 milijon. Obiskovalcev 45.000, sodelovalo je pa okoli 2700 umetnikov iz več kot 30 držav. Zdaj v poročilo, ki smo ga pripravili za vas, to je še vroča verzija, delovna. Vse to piše, seveda, tako da to lahko uporabite tudi pri svojem delu. Dodali pa smo še nekaj vtisov novinarjev in pa kritikov, ki so te naše prireditve spremljali. Lahko bi rekel, oziroma lahko kar mirno rečem, da gre za uspešno, zelo uspešno izvedbo in seveda želimo si, da bi tudi obnovo strehe
ki ne bo samo obnova strehe, ampak celotnega poletnega gledališča z odrom, hidravliko v orkestrski luknji, zavesami in vsem dokončali do maja meseca, tako da bi naslednjo sezono seveda začeli normalno v Križankah. Vmes se je zgodila še razglasitev Križank za spomenik najvišje kategorije, kulturni spomenik najvišje kategorije, tako da to pomeni dvoje. To pomeni po eni strani nekoliko več časa pri pridobivanju soglasij, ampak po drugi strani pa seveda pomeni tudi večjo varnost in večjo skrb pri sami obnovi, tako da sem prepričan, da bo obnova tudi pod temi pogoji uspešno stekla. Še to o obnovi, bilo je nekaj vprašanj. Mi bomo obdržali osnovno idejo in tudi mehanizem inženirja Marinčka, bo pa seveda to dopolnjeno oziroma narejeno z najsodobnejšimi materiali, z najsodobnejšo tehnologijo in predvsem bomo zelo pozorni na samo manipulacijo streho, torej na čas odpiranja in zapiranja, kajti ravno čas zapiranja je bil tisti, ki je preprečil, da bi ko je začelo snežiti, streho varno zaprli. Toliko. Ja, seveda bi se rad zahvalil vsem vam na tej zadnji novinarski konferenci leta 2016 za vaše spremljanje pozorno in tudi poročanje v medijih. Rad bi se zahvalil vsem obiskovalcem, veliko jih je prišlo. Rad bi se zahvalil županu Mestne občine Ljubljane, ki je tudi častni pokrovitelj letošnjega festivala, Zoranu Jankoviću in pa Mestni občini Ljubljana ter vsem službam, ki nam pomagajo vsako leto izpeljati ta velik dogodek. Seveda pa bi se rad zahvalil tudi mojim sodelavcem. Gre za maratonski festival in tu se ravno takrat, ko gre najbolj za nohte, vidi kvaliteta in pa vztrajnost in moram reči, da sem seveda izjemno vesel, da imam tak tim in da lahko z njimi izpeljemo takle dogodek. Toliko imam jaz. Če imate kakšne vprašanja, sem vam na voljo. Še to bi povedal, da seveda kot običajno vam bomo na voljo tudi za posamične izjave po zaključku novinarske konference in tudi vabljeni vsi na pogostitev po zaključku novinarske konference tukaj na Pergoli. Zdaj so pa na voljo torej vprašanja oziroma odgovori na vaša vprašanja, če sem kaj pozabil ali nisem bil dovolj jasen. Mogoče še to, kaj bo v naslednjem letu. V naslednjem letu bo veliko. Jaz ne bi napovedoval prav posebej nekih dogodkov, ampak program se počasi zaključuje. Upam, da ga bomo lahko objavili prej, kakor letošnjega, vendar smo tukaj vezani tudi na pogajanja s sponzorji in mi si seveda vsi želimo, da bi ta pogajanja čim prej zaključili, po drugi strani pa seveda čakamo na njihove odločitve. Tudi oni tehtajo, v kaj bi vložili in kaj ne. In to včasih nekoliko zadeve zavleče. Včasih pa seveda tudi odpovedi tik pred zdajci, ki jih seveda potem ne želimo natisniti in objavljati v naši programski knjižici in na spletu. Kakšna vprašanja? Če ni vprašanj, se vam vsem še enkrat lepo zahvaljujem. Še to bi rad povedal, preden zaključim, zelo pomembno, mladi virtuozi imate tudi v materialih, začnejo se 13. oktobra, zaključijo 20. aprila, kar 13 koncertov, mednarodni cikl. Potrudili smo se, da bo na takem nivoju, kot je bil minuli.
In pa seveda v aprilu mesecu, kot vedno, veste, na kater datum imamo? V marcu. 17. do 23. marec, 31. slovenski glasbeni dnevi, 32. Najprej je bil predviden april mesec, no, zdaj smo ga prestavili na marec in ga bomo tudi podaljšali za en dan, ta festival. Tako. Še kakšno vprašanje? Hvala lepa, nasvidenje na 65. Ljubljanskem festivalu.